Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bom z vami delila čudovito čarobno zimsko zgodbo iz Zelene doline. Ta pravljica ni le očarljiva zimska dogodivščina, ampak tudi dragocen opomnik na prave vrednote, ki štejejo v življenju. Prijateljstvo, sodelovanje ter toplina, ki jo prinaša bližina najdražjih. Skozi pripetljaje prikupne veveričke in njenih gozdnih prijateljev bomo skupaj odkrivali skrivnosti, ki jo skriva božični recept. Recept, ki se ga je vredno shraniti. Pripravite se na zimsko čarovnijo polno topline, iskrivih trenutkov in vrednot, ki štejejo največ. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo božični pravljici iz mlekarne Celeja, nastali izpod peresa slovenske avtorice Neli Z. Koren z naslovom Skrivnostni božični recept. Bilo je zgodnjo jutro na dan božičnega večera, ko so kristalčki belih snežink pričeli lahno padati na zeleno dolino. Povsod naokrog je vladal mir in spokoj, le tu in tam je bilo slišati hladen zimski veter in šumenje silne modre reke, nad katero je star lesen mostiček vodil velik zelen gozd. Gozdna tla so dišala po zelenem mahu in po vsej dolini se je bil prijeten vonj svežine prvega snega. Prav v tem gozdu se začne naša zgodba o skrivnostnem božičnem receptu. Čeprav je bil gozd navzven videti tih in osamljen, je bilo v njem polno življenja. Bil je dom gozdnih živali, ki so se tisto jutro počasi prebujale v dan težko pričakovanega božičnega večera. Tudi veverička, ki je živela v duplini velike stare smreke, je skozi majhno okroglo okence opazovala ples prvih snežink, ki so padale na mehka gozdna tla. Ob požirku jutranjega čaja iz gozdnih jagod je s pogledom radovedno sledila živalim, ki so se zaspano odpravljali iz svojih brlogov, duplin in zavetja. V zraku je bilo čutiti veselje in vznemirjenost, kot vsakič, ko pride čas najbolj čarobnega praznika v letu. Veverička se je z iskricami v očeh veselila božičnega večera, obenem pa s kančkom zaskrbljenosti opazovala snežinke in se spraševala, kaj bo prinesla letošnja zima. Hrane je bilo to leto le zasproti. V majhni skrambici skromnega domovanja je od letošnje jeseni uspelo shraniti le velik zlatorjav lešnik. Bil je tako lep in sijoč, da ga je hranila za posebno priložnost ali za hude dni, ko ne bo imela česa za podzob. Preden sneg pobeli vso dolino, imam še zadnjo priložnost, da si napolnim shrambico, je rekla, si nadela rdeč volneni šal in se iz svojega toplega domovanja po veliki košati smreki spustila na gozdna tla v hladno zimsko jutro. Vedela je, da v gozdu ne bo več našla oreščkov, semen ali gobic, ki jih je imela tako rada. Zato je sklenila, da se v iskanju hrane odpravi na daljši potep. Urno je odhitela do roba gozda in odskakljala proti mostu. Ta je nad sinje modro reko povezoval gozd in travnike zelene doline, ki se je počasi odevala v belino snežne odeje. Na mostu je srečala majhnega ježka, ki je počasi in previdno hodil po lesenih deskah. Na svojih iglicah je nosil ogromno rdeče jabolko, ter se kljub naporu zadovoljno in brezskrbno smehljal. Veverička je zaklicala. Pozdravljen, ježek, kako lepo jabolko si našel,
mi pokažeš pot do Jablane, pod katero bi lahko še jaz našla kakšnega? Ježek je sebično odvrnil. Te skrivnosti ti ne izdam, saj se imam namen vrniti in vzeti še kakšnega. Če bi ti povedal, potem zame ne bi nič več ostalo. Na božični večer bom naredil omamno dobro praznično jabolčno pito, ki bo ogrela moj želodček, je dejal in komaj slišno, ves navdušen, z drobnimi tačkami odhitel proti gozdu, da bi jabolko spravil v svoj domek. Malce žalostna zaradi Ježkovega odgovora je veverička sklonjeno glavico nadaljevala svojo pot. A zavedala se je, da sta njena shrambica ozimnice in praznična večerja odvisni le od njene trdne volje ter od tega, kaj bo našla, še preden se začne mračiti. Zato je globoko zavzdihnila in pogumno nadaljevala svojo pot. Z drobcenimi tačkami je prispela na drugo stran reke in razgled na visoka košata drevesa je zamenjalo širno polje, na katerega so padale puhaste bele snežinke. Hodila je po hladnih tleh in uživala v zimski idili. Naenkrat pa je v daljavi zagledala 3 miške, ki so stopicljale naproti. Ko so bile dovolj blizu, jih je presenečeno pozdravila. Mami miška in 2 majhni miški, ki so se kar tresli od mraza, so se ustavile in z drobcenimi rjavimi očmi vanjo usmerile žalosten pogled. Mami miška je prijazno, a z vidno zaskrbljenim pogledom odstravila. Pozdravljena, veverička, kaj pa je tebe poneslo iz gozda na polje? Jo je radovedno vprašala. Odšla sem na potep, v upanju, da še pred večerom naberem kaj za svojo shrambico, je dejala. Tudi sama iščem kaj za podzob, a je polje prazno, je dejala mama miška. Koruznih semen ni več, saj so jih pred odhodom na jug pobrale ptice. Skrbi me, kako bomo preživeli zimo, saj ne vem niti, kaj naj danes otrokom skuham za večerjo, je žalostno dejala in objela svojo otročička. Vse, kar imamo od jeseni, so 3 klinčki, s katerimi otrokoma navadno začinim mlečno kašo. Veverička se je zaskrbljeno zazrla v daljavo in v upanju, da bi mi lahko pomagala, razmišljala, kaj naj stori. Na koncu polja je zagledala majhno hiško z lesenim hlevčkom. Že vem, je vzkliknila navdušeno. Pojdite z menoj do kmetije. Zagotovo bomo skupaj našli kaj za naše lačne želodčke, je rekla z upanjem, da bo mami miški na obraz vrnila nasmeh. Do kmetije, veverička, je zaskrbljeno vprašala mama miška. Tam je nevarno, okoli kmetije se vsak dan potika zlobna lisica. Veš, miška, mislim, da je to danes naša edina možnost, je odvrnila veverička. Včasih je kljub strahu treba zaupati in tvegati. Verjamem, da nam bo uspelo, saj veš, sreča spremlja hrabre. Miška je pristala na veveričin predlog in se ob njej skupaj z malima miškama podala na pot čez veliko polje. Počasi so se približevale kmetiji in hlevčku, v katerem je prebivala kravica. Miške so hitro smuknile v kup sena, da so se vsaj malo ogrile od mraza, veverička pa se je pospela na okence in zašepetala. Kravica, pozdravljena! Sem poglej, tukaj sem! Kravica se je obrnila in presenečeno odvrnila. O, draga veverička, obiska iz gozda res nisem pričakovala. Kaj pa je tebe prineslo na kmetijo? Bi nam lahko pomagala? Prihaja huda zima. Bliža se božični večer. Jaz in moji prijatelji pa še vedno iščemo kaj za podzob, je veverička potožila kravici. Tudi družina moje gospodarice letos trpi pomanjkanje letine in vsak dan je 3 lačnih otroških ust odvisnih od mojega mleka,
saj je bilo žita in koruze na polju zelo malo. Je iskreno dejala kravica, kljub temu, da je želela pomagati. Na okno so se prikradle še miške in radovedno prisluhnile pogovoru med veveričko in kravico. Ko je kravica zagledala mali miški, ki sta premraženi zrli vanjo, je ganjeno zavzdihnila in nadaljevala. Ampak ob hodu v hlevček je majhna kanglica mleka, ki vam bo danes zagotovo potešila lačne želočke. Vzemite jo kot moje božično darilo, je rekla kravica. Veverički in mami miški so se od hvaležnosti in olajšanja orosile oči. Ne vem, kako naj se ti zahvalim, kravica, je dejala veverička in od srca se je odvalil velik kamen. Vzela je kanglico in skupaj z mišjo družinico kravici pomahala v slovo. Veverička in miške so se počasi vračale proti gozdu. Polje je že bilo prekrito s tanko snežno odejo in pot je za njihove drobne tačke postajala vedno težja. Ko so prispele do zasnežene jase, se je iz bližnjega grma zaslišalo šumenje. Prestrašeno so se objele in kar obnemele od strahu. Iz grma sta pokukali zašiljeni ušesi, pod njima pa se je zasvetilo dvoje oči. Spogledale so se in pognale v beg. Kmalu se je za njimi znašla lisica, ki je bila strah in trepet mirnega gozda. S svojimi zvitimi in pretkanimi domislicami je vedno rada ustrahovala in ponagajala vsakomur, ki je prišel na pot. Nikar ne hitite, drobna druščina, saj vas bom v vsakem primeru ujela, je zaklicala in pospešila svoj korak za njimi. V daljavi je vse skupaj opazoval plašen srnjaček in se prestrašeno odpravil proti domu. Tekel je in tekel proti središču gozda, a mu misel, da so tokrat v nevarnosti šibkejše od njega, ni dala miru. Obrnil se je in stekel proti veverički in miškam. Ko se jim je približal, se je sklonil in dejal: Hitro, zlezite na moj hrbet. Veverička, mama miška in dve mali miški so se povzpele nanj in srnjaček je pospešil korak. Tekel je lahno, a vedno hitreje in hitreje, dokler lisice niso pustili za seboj. V zasneženem mraku se je pogled nanjo vse bolj oddaljeval. Druščina je prispela v gozd in si oddahnila. Veverička in miške so se srnjačka spustili na gozdna tla in se mu v olajšanju zahvalili, da jih je rešil. Ko so že mislile, da so na varnem, so v daljavi zopet zagledali lisico. Tokrat se jim je približevala umirjeno in počasi. Strahoma, a radovedno so jo opazovale, kako prihaja vedno bližje, s šepavim korakom in sklonjeno glavo. V njenih očeh je bilo videti bolečino in žalost. Pomagajte mi, je zaihtela. Živali so se začudeno spogledale in previdno obstale. Po nekaj močnih korakih je lisica pred njimi stala vsa žalostna in v solzah. Takšne ji niso bile vajene. Dvignila je svojo ranjeno tačko. V njej je bil trn, ki se je zadrl vanjo med tekom za njimi. Veverička se je opogumila in se ji previdno približala. Iz tačke je izvlekla trn in lisica je od bolečine zatulila. Hvala, je dejala s ponižnim glasom. Žal mi je. Vem, bila sem zvita in zlobna, a vse, kar sem si želela, je vaša pozornost. Že od nekdaj živim v samoti in skrivaj opazujem, kako živite v sožitju in medsebojni pomoči, medtem ko sama hodim po gozdu in se dolgočasim, saj me nihče ne mara, ker sem po naravi drugačna od vas. V resnici si tudi jaz želim le ljubezni in prijateljstva. Današnji božični večer bom zopet osamljena in žalostna,
saj ni nikogar, s katerim bi lahko delila svoj čas, je dejala. Kljub temu, da so se veverička, srnjaček in miške zavedali, da lisici ni vedno dobro verjeti na besedo, je bilo tokrat drugače. Začutili so njene iskrene besede in stisko. Veverički se je utrnila ideja. Veš kaj, lisička, res si bila zvita in zlobna, ampak mislim, da si vsak zasluži priložnost, da pokaže, da se je pripravljen poboljšati. In danes na božični večer zagotovo ne boš sama. Pa tudi ti ne, srnjaček, in ve, miške. Pojdite z menoj. Vse skupaj vas vabim pred svoj domek, ker si bomo skupaj polepšali ta čarobni večer. Jih je navdušeno povabila. Lisičko je veveričkin predlog potolažil. Njene solze so v očeh zamenjale iskrice, njeno srce pa je ovila nežna toplota. Tako se ni počutila že v času, ko je bila v toplem brlogu še skupaj s svojo družino. Tudi mama miška ni mogla skriti veselja. V olajšanju in kančku upanja, ki ga je prinesel ta dan, je objela svojo otročička. V njuna žalostna pogleda so vstopile iskrice veselja in igrivosti. Zdaj sta se končno lahko brezskrbno veselila prihajajočega božiča. Srnjaček je bil izjemno vesel povabila. Bil je tako zelo ponosen nase, saj mu je prvič uspelo premagati svojo plašno naravo in storiti junaško dejanje, s katerim je pomagal veverički in miškam. Zunaj se je že večerilo in prenehalo je snežiti. Na nebu so se v družbi velike lune prižgale prve zvezde. Veverička je s svojimi novimi prijatelji prispela do stare košate smreke, ki je pod gostimi vejami nudila prijetno zavetje. Urno je splezala v svojo duplino, iz hrambe vzela star črn kotelček in ga odnesla na gozdna tla. Z vejem je zanetila majhen ogenj in kotelček previdno namestila na njegove plamene. Vanj je zdila kanglico mleka, ki jo je prijazno in nesebično odstopila kravica. Še preden je ognju uspelo segreti mleko, je mami miška vanj previdno spustila 3 omamno dišeče klinčke. Tudi srnjaček je v žepu svojega kožuščka našel skorjico cimeta in jo položil v toplo kremno mleko. Lisička je dodala še aromatičen muškatni orešček. V tistem trenutku pa je za smreke pokukal še ježek. Videti je bilo, da mu je precej nerodno, saj se je dobro spomnil jutranjega pogovora z veveričko. Kljub temu se je opogumil in dejal: Pozdravljeni, druščina, se vam lahko pridružim? Želel sem si pripraviti sladko jabolčno pito, pa doma nimam nikogar, s katerim bi jo lahko delil in se veselil v tem prazničnem večeru. Veverička je na njegovih iglicah zagledala tisto poznano rdeče jabolko. Zavedal sem se, da je lepo imeti, a še lepše deliti, je dejal, zvrnil jabolko svojega hrbta in ga previdno položil v kotel. Veverička je občudovala njegovo dejanje in se v družbi svojih novih prijateljev zavedela, kako lepo je biti povezan in si pomagati. Vzdušje je bilo praznično in polno topline, a čutila je, da nekaj manjka. Aha, še nekaj sem pozabila, je dejala. Odhitela je nazaj v svojo duplino in iz svoje male shrambice vzela velik zlatorjav lešnik. Tisti lešnik, ki ga je tako dolgo hranila za posebno priložnost. In ravno ta večer je bil pravi za to. Strla je lešnik, njegove koščke vsula v kotelček in zavihtela leseno kuhalnico. Iz njega je omamno zadišalo po sočnem jabolku, lešniku, muškatnem oreščku, dišečih klinčkih in cimetu v objemu toplega kremnega mleka. Gozdne prijatelje je bil praznični vonj v svoje lune in zvezd, ki so se svetlikale kot drobne božične lučke.
Tistega dne so še dolgo v noč prepevali pesmi, pripovedovali stare gozdne zgodbe in skupaj uživali v čaru božičnega večera. Bila sem tam tistega večera in na lastne oči sem videla skrivnostni božični recept. Ježek je premagal sebičnost in jo spremenil v dobrodušnost. Kravica je pokazala svojo plemenitost, skrb lačnih mišk je objelo zaupanje, srnjaček je svoj strah preobrazil v pogum, lisica pa svojo zvitost in pretkanost v iskrenost. Skrivnostni božični recept. Ravno pravšnja mera dobrodušnosti, kanček plemenitosti, merica zaupanja, ščepec poguma in velika mera iskrenosti. In prav vsaka od sestavin je pripomogla k temu, da skrivnostni božični recept še danes, na tisti večer, ko zvezda Severnica sveti najmočneje, skrbi za povezanost vseh nas. Ker je najlepše takrat, ko smo si blizu. Čudovita pravljica, ki nas skozi očarljivo dogodivščino spomni, da ni pomembno le tisto, kar lahko utipamo ali okusimo, ampak to, kar čutimo v srcu. Naj bodo prazniki polni topline, ljubezni in trenutkov, ki jih bomo ohranili za vedno. Posebno zahvalo namenjam mlekarnici Leja, ki nas je svojo zgodbo in odličnim božičnim jogurtom spomnila, da je najlepše takrat, ko smo si blizu. Naj vam pravlični, skrivnostni božični recept polepša praznične dni in vnese v topline vsak kotiček vašega doma. Lepo se imejte v prazničnem času. Čau, čau. Kako čudovita zgodba. Bravo.